Živ in pa pozdravljeni v čisto nov vlog. Zdaj thumbnail ni clickbait, jaz dejansko razmišljam, da bi vzel tudi kaj drugega namesto GTD-ja, ampak preden gremo peljati Ferrarija, naj vam razložim zakaj. Ko sem jaz zvedel, da bo GTD obstajal, so rekli, da bo cena nekje okrog 325.000 evrov za ta avto in sem rekel, ok, ful velik denarja za Mustanga, ampak ajde recimo, kaj full special, multimatic, praktično dirkalnik za na cesto, edino skupno, kar ima z navadnim Mustangom, so vrata. In potem, ko so začeli avtomobili hoditi na trg, je bila cena nekje okrog 360. Pa sem rekel, ok, ajde, malo več, mogoče s parim opcijam, da bi imel res hud spek, sem pripravljen iti do 400.000. Potem sem se pa jaz odpravil v Kelan, kakor ste videli par vlogov nazaj, kjer sem šel ta novega GTD-ja tudi v živo gledati, kjer so nam pa prvič podali tudi točne cene. Zdaj, te cene kar pečejo. Več kot 360.000 je v bistvu base car, na katerem ne dobiš ne track packa, dober, avto je itak cel z karbona, ampak ni nič exposed carbon, ampak meni je bilo najbolj nujno, da bi imel na avtu track pack. To pomeni, da imaš aktiven aero, se pravi aktiven zadnji spoiler, aktiven aero na podvozju in pa predvsem te kanarde na odbijaču, pa večji splitter spredi. Se pravi, da avto res gleda kot race car. No, ta opcija stane skoraj 40.000 evrov, kar pa pomeni, da praktično za nek base spec avta plačaš krepko čez 400, to so vse cene v Nemčiji, pol je treba to še vseh nam pripeljati in nekako z mojim spekom, tako kot bi ga jaz rad, je avto skoraj 500.000 evrov. In za ta denar pa tudi že začneš malo razmišljati, a je tale Mustang res vreden 500.000? Jaz mislim, da je pač vreden v smislu, koliko so dejansko truda pa custom engineeringa spravili v to. Ful je pa težko to justifyati na trgu, kjer je recimo Ferrari 488 pista, jo dobiš za nekih 400.000 evrov, kjer dobiš avte, ki so precej konkurenčni, tako kot je GT3 RS, čeprav GT3 RS je pač masoven avto, pa so jih naredili več kot 10.000, ampak je vseeno skoraj pol cnej stari. Tukaj se odpre ogromno enih opcij, kjer lahko kupam v bistvu, ne vem, Ferrarija za precej manj denarja, ali pa ne vem, 4 do 5 drugih avtov, ne vem, tako kot je F80 M4 CS, ki mi je ful všeč, ali pa Mark I Focus RS, pa F150 Raptor, se pravi ta ameriška izvedenka Raptorja. Po, ko sem začel razmišljati, se mi je začel malo odpirati, kaj vse bi lahko. Nikoli nisem planiral, da bi šopingiral v tem budžetu, ampak zdaj smo kle. Tako da nam predolg dolgovezu šibimo kar na Dunaj, pa da vidimo, če se tam najde kaj zame. Vam pa moram povedati, da ne smete zamuditi letošnjega Automotor Showa, ki se bo zgodil 16. pa 17. maja v Celju na Celjskem sejmu. In sicer dogodek bo še enkrat večji kot lani na Gospodarcu, ne samo, da bojo razstavljeni avtomobili, tudi tam bo proper drift show, s kroslem pa 4-kolesniki bojo skakali v luft, plus še ogromno enih stvari, ki jih zaenkrat še ne morem razkriti. Kratka, tukaj le vam dam kar QR kodo, kjer lahko najdete karte s kodo ROK 15, imate pa še 15% popusta. Jaz, če bi kupil Ferrarija, je to 812 Superfast ali pa F12 Berlinetta. Zato sem danes tudi tukaj. Zelo všeč je takole voda, to niso plastenke, ampak je stekleno in pazi to. Ferrari piškotki. To je pol ta step up, ki ni Ferrari sam kot avto, ampak tudi cel experience, kako te znamka sprejme, kako te tretira in tako naprej. Res mi je všeč tole. Pol se je pa zgodila nepričakovana zadeva in sicer Alex mi je ponudil ključe od ta novega Dudici cilindrija. So for the key, there is a special place here. And to start up the engine, pressing the brakes. Press the start button over here as long as the car is... Oh, nice. Okay. You're free to drive like half an hour just to get a feeling, you know? Dobro, mi smo se kar naenkrat znajdeli v novem Dudici cilindri Ferrariju. Je rekel Alex, da moram pač probati, kako to zgleda, ker še nisem nikoli vozil v 12 Ferrarija. In nič, tole je moj first experience.
prva, pa gremo. Wow, koliko ima velike te pedle za shiftati model. Zdaj je sicer še hladen, tako da ga moramo ogreti. Jaz sem vedno zelo spoštljiv do teh avtomobilov, ki itak niso moji, pa zelo cenim ta experience. Moram pa reči, da zdajle, ko v bistvu kruzava, je pač avto izjemno tih. Ampak, se pravim, baje se nad 3000 obrati, se zadeva odpre. Je pa rekel, da je dosti radarjev, tako da moramo merkati. Dobrodošli na eno ravninko, jaz sem kar prvič v lifeu doživel 9500 obratov, ampak da še vas počastim s tem 6, 7, 8. Model! Pa jaz vozim formulo. Majster! Shit! Prejšnji vikend sem vozil GT3, pa sem rekel, da je res super, ker se na 9000 obratov vrti. Jaz sem pozabil na Porsche. Jaz hočem italijanskega kona, majster. Ja, to je to. Pač, vozim se 5 minut, jaz lahko kar obrnem. Pač, ne da bi imel tega dodiči čilindrija, zato ker pač mi je preveč modern, vse na touch, nič mi ni tako zelo všeč tukaj. Itak hud avto, ampak ful rajš bi imel 812-ko. Aha, Bumbak spet šmigovček, to mi je všeč. Ful raj bi imel 812-ko ali pa F12, ki je vse bolj analogen, pa predvsem avto se res dere. Tako da če že tole takole upije, kva moraš šele unpoj delati. Tlele sva z Nino zdaj najdla in ki lahko v miru malo pofotkamo, pokažemo. Ključ je sicer tak, ki je ne vem kva, meni je všeč drugače, kaj ena značka je, ampak avto, ko ne prideš zraven, kljuke imaš noter, tako da roko not porineš, da je vse to ful aerodinamičen. In pazi to notranjost. Meni je ful lepa kombinacija ta modra, pa ta bela, imaš pa tele dirkalne zice, ki se, v bistvu, ko se not usedeš, je kar zelo športen, no. Pa za kakšne dolge razdalje, ful dobro sicer tole zgleda, ampak jaz mislim, da je bolj opcija, da unete udobne vzameš. Noter mi je vse ful všeč, ampak je žal tudi vse na touch, zato mi ta avto, oziroma zato bi raje zbral ta starega kakor tega, je pa noter itak Ferrari, vse je ful lepo narejen, pa da vam zdaj pokažem še vzadi. Pojmo pogledati, koliko imamo kaj prtljažnika za kufer pa za vašo. Evo, tlele not je kar precej placa, tlele not spraviš, kaj pa vem, je ta mala kovčka, une carry-on variante, dobiš pa to, prav karbonsko polico, nimam pojma, kako se to venda, pa raj nam, da nam kaj zlomu, ki je po moje tale polica, tlele 15 jurjev. Ampak kar je pa ful zanimiv, imaš pa še klele eno poličko, a vidiš, in imaš prav te pasove, tako da lahko, če imaš prav Ferrari paket kufrčkov, jih lahko tle prpneš noter, zato ker pašejo v nulo. To je to, tole zapremo. Da bi vam pokazal še spredi havbo, da vidimo, kako to spodaj izgleda. Da vidimo mišico zdajle. Model havba je pa ogromno, zelo to. Jaz ne dosežem od enega konca do drugega. Ja, sam ko pa to majster, to se tako odpre. Dobar je. A v meni kaj mu šlo tole. Koliko pa hudo, stari. Vse ostalo, pa zdaj on meni piska, to nikoli ne vem. Ampak tako, kot Ferrari prav. Pri nas plačaš motor, vse ostalo pride zraven gratis. In tole je v bistvu pač ta srce tega avta.
srce, zakaj bi tudi jaz rad Ferrarija kupil, oziroma če bi ga kupil točno zaradi tega. Nič, zdaj pa tole zapremo, pa šibimo nazaj, pa moramo počasi avto vrniti, ampak nadi. Drugač pa sam bremza. Dober dan. Ta avto je res en glasbeni inštrument. To ga skozi gor dol. Jaz sploh ne upam dati gas do konca, pač. Až kako to lima? Jaz sem dal zdaj 20-30% gasa in avto tako gre. Pa pameten je zelo, takoj, ko grem pri črti, že pi. Pust me! Pa veš, koliko se udoben pele. Pač pri GT3, pa tudi pri mojemu Shelbyju mi ni toliko všeč, kaj je toliko dal kar avtomatika zdaj. Kaj je toliko trdo vse, pa še zmer, ko daš na komfort, je vse toliko trdo. Klej pa že v štartu toliko udoben, mi je toliko všeč. Meni kar srce nabija zdajle. Dober. Žal se v Ferrari salonih noter ne sme snemati, tako da žal tukaj ni full contenta. So pa imeli slučajno eno F12 v salonu, ki mi je bila full všeč. To je nekaj, kar bi bil potencialen nadomestek za GTD-ja. Niso pa imeli nobenega Superfasta, tako da to bi res rad še slišal v živo. Se sam usedel noter, ne rabim avta voziti sploh. S takimi stvarmi se trenutno spogledujem. To ne pomeni, da bom zdaj skenslil GTD-ja, ker moj order window je itak šele konc tega leta, tako da do takrat si bom pač dal čas, premislil, prespal. Kar me tudi zelo moti pri GTD-ju je to, da nočejo komunicirati produkcijske številke, se pravi, koliko bojo avtov naredili. Zdaj ne vem, a je to zato, ker jih ne morejo toliko prodati, ali pa je to zato, ker jih hočejo naštancati čim več, kar se da. Mene je sam strah tega stališča investicije, da avto stane trenutno $500,000 in je, bom rekel, to ful več, kakor so recimo nekateri tekmeci, kar pomeni, da ko bojo čez 2 leti, ker pač 2 leti ga ne smeš prodati, ko bojo prišli rabljeni na trg, bo povpraševanja ful manj kakor ponudbe, to pomeni, da bo cena padla. To je moje trenutno razmišljanje, nič se še nisem odločil. Itak je GTD zdaj šokiral s tem cenam in tako, kot sem rekel, opcija je, da kupim več cenejših avtov ali pa recimo kaj drugega, kot je, ne vem, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin. Z vsem tem idejam se trenutno poigravam, poleg tega bi rad letos zgradil še novo garažo, tako da imam prostora saj za 6 avtomobilov noter, pa za vse moje motorje pa tako naprej. Ti mi pa v komentar napiš, kva bi ti kupil, pa ne za $500,000, ampak tako, kaj bi naredil z budžetom okrog 300,000 evrov. To je bil moj prvoten budžet. Zdaj pa vsi tisti, ki ste počakali do konca, vidite, da snemam v svojem novem stanovanju in res vam obljubam, da v bližnji prihodnosti objavim tudi house tour. Mi se pa zelo v kratkem že vidimo na Automotor Show. Ajde, čau!